Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Malo kdo ve, da je najvplivnejši slovenski zdravnik v resnici zdravnica. Še manj ljudi dejansko pozna ime slovenske kirurginje, ki se ga zadnja desetletja trudijo izgovarjati profesorji medicine na mnogih univerzah po svetu. Zora Janžekovič, ki je v visoki starosti umrla leta 2015, je velika zvezda svetovne medicinske znanosti. Čeprav je do svojih izjemnih spoznanj prišla med delom v eni od slovenskih bolnišnic, je pri nas še vedno ne pozna skorajda nihče. S trdim delom, pogumom in vztrajnostjo je dokazala, da je mogoče doseči pomembna spoznanja in spremeniti ustaljeno miselnost stroke, tudi z zavzetim delom v slabo opremljenih prostorih, skorajda brez sredstev in pomoči. Zora Janžekovič je v letih od 1968 do 1984 na opeklinskem oddelku mariborske bolnišnice gostila več kot 200 vodilnih kirurgov z vsega sveta, ki so se prišli učiti njene izjemno uspešne nove metode zdravljenja hudih opeklin. O njeni pomembnosti za razvoj medicine priča podatek, da v učbenikih kirurgije ni navedena le z imenom, ampak tudi s fotografijo. Medicinska spletna revija Medscape, ki jo redno spremljajo zdravniki iz vsega sveta, pa jo je uvrstila na seznam 25 najvplivnejših zdravnikov 20. stoletja. Zora Janžekovič se je rodila 30. septembra 1918, nekaj tednov pred koncem Prve svetovne vojne, v Slovenski Bistrici, kjer je bil njen oče učitelj. S še dvema sestrama in bratom so sprva živeli v mestu, nato so se preselili na kmetijo v bližnjo vas Ritoznoj. Čeprav je bilo obdobje med obema vojnama težavno, je imela na mladost lepe spomine. Predvsem je rada opisovala doživetja na taborjenju v gozdu Martuljku, kjer so z gozdovniki mesec dni preživeli v naravi in hodili na izlete po okoliških hribih. Kot otrok je želela postati pevka, a ko je pri delu opazovala lokalnega zdravnika, jo je ta tako navdušil, da se je odločila za študij medicine, kar je bilo za dekle takrat dokaj nenavadna izbira. Med zdravniki so namreč prevladovali moški, do maloštevilnih zdravnic pa so se obnašali zelo pokroviteljsko. Ker v Ljubljani še ni bilo polnega študija medicine, se je odločila za odhod v Zagreb. A poleg opravljene mature je bilo treba plačati še razmeroma veliko vpisnino, ki je družina takrat zaradi pomanjkanja ni imela. Ker je bila Zora trdno prepričana, da želi postati zdravnica, je nameravala denar zaslužiti s prodajo domačih jabolk s kmetije. Voz je obložila s slamo, nanj naložila 200 kg najlepših jabolk sorte Carjevič, jih pokrila z odejo, vpregla kobilo in se odpeljala v sosednjo vas, kjer je potekal odkup sadja.
Žal jo je tam čakalo sporočilo, da zaradi obilne letine jabolk ne odkupujejo več. Mlado dekle je v solzah začelo lastniku skladišča pojasnjevati, da potrebuje denar za vpis na študij medicine. Ker se ni pustila odgnati, je trgovec jabolka vseeno odkupil in ji tako omogočil študij. Zagreb jo je ob prihodu na univerzo povsem očaral, prav tako so jo navdušili profesorji. Študij je šel naslednja leta dobro od rok, a ga je prekinil začetek druge svetovne vojne. Tik pred okupacijo se je vrnila domov na kmetijo, ki se je znašla pod nemško zasedbo. Mnoge Slovence so okupatorji takrat razselili po Hrvaški in Srbiji, nekatere pa poslali v taborišča. Njenega brata Borisa so Nemci aretirali, saj so sumili, da je komunist. Ker mu niso uspeli ničesar dokazati, so ga izpustili, a ga nato mobilizirali v nemško vojsko in poslali na rusko fronto, kjer je bil ranjen. Zoro je prijatelj, študent medicine, opozoril, da se je njeno ime zelo verjetno znašlo na seznamu za deportacijo. Takrat se je odločila, da zapusti kmetijo in pod pretvezo, da se mora izpisati iz študija, odide na Hrvaško. Začela je delati v varaždinski bolnišnici, kjer je pridobila veliko izkušenj in se med drugim navdušila za kirurgijo. Že v času študija pred vojno se je zaljubila v mladega zdravnika iz Ukrajine Basila Barickija, ki je medicino študiral na Dunaju in v Zagrebu. Med vojno sta skupaj delala v Varaždinu, prav tako jo je pogosto spremljal, ko se je tajno srečevala z domačimi v bližini meje. Žal so njeno veliko študentsko ljubezen nove jugoslovanske oblasti takoj po vojni brez sodnega postopka ustrelile. Prav tako se domov nikoli ni vrnil brat Boris, ki je bil prisilno mobiliziran. Zora je kasneje s pomočjo znancev, ki so ji omogočili ogled jugoslovanskih arhivov, ugotovila, da se je brat z drugimi prisilnimi mobiliziranci po osvoboditvi iz Francije vrnil v Trogir, a so tudi njega najverjetneje ustrelili v bližnjih gozdovih. Menda je bilo zanj usodno, da je 2 meseca kot nemški vojak služil na področju Jugoslavije. Po čudnem spletu okoliščin se je mnogo let kasneje njegovo ime znašlo na spomeniku padlim partizanom v Slovenski Bistrici. Po vojni je Zorina družina z agrarno reformo izgubila večino zemljišča svoje kmetije, oče je zbolel za pljučnico in po komplikacijah umrl star komaj 50 let. Kljub zaporedju tragičnih dogodkov je Zora končala študij medicine in postala zdravnica sprva na mladinskih delovnih akcijah, nato pa v mariborski bolnišnici. Kmalu po njenem prihodu sta 2 pacientki umrli pri razmeroma preprosti operaciji mandeljnov. Kasnejša preiskava je pokazala, da je ena od sester pomotoma pripravila napačno anestezijo, nato pa v splošni zmedi prikrila dokaze o napaki. Dogodek je mlado zdravnico močno pretresel
in pomembno zaznamoval njen kasnejši odnos do bolnikov. Od sodelavcev je zahtevala spoštovanje najvišjih standardov varnosti in odgovornosti, pri čemer ni popuščala. Kot mlada zdravnica je več let čakala na odobritev specializacije iz kirurgije. Ker so bili takratni vodilni kirurgi v Ljubljani prepričani, da to delo ni primerno za ženske, je že skoraj obupala, a je končno prišlo povabilo za specializacijo na takrat zelo obremenjeni plastični kirurgiji. Kljub požrtvovalnemu delu so jo tudi tu mentorji sprva ignorirali, vendar je sčasoma pridobila njihovo zaupanje, tako da so jo ob zaključku specializacije posebej pohvalili. Ko se je vrnila v Maribor, je odprla nov oddelek za opekline, ki so jih predtem zdravili v okviru dermatologije. Z minimalno opremo, ki jo je nabrala po bolnišnici, si je v nekdanji kopalnici uredila operacijsko dvorano in začela z delom. Po takratni doktrini naj bi kirurško čim manj posegali v opekline in predvsem čakali, da se rane same zacelijo. Smrtnost je bila zaradi okužb in dolgotrajnega zdravljenja velika, trpljenje bolnikov pa izjemno hudo. Zora je sčasoma prišla na idejo, da bi lahko pospešila celjenje opeklin in preprečila okužbe, če bi odmrlo tkivo kirurško odstranila in rano pokrila s kožo, odvzeto drugod po telesu ali od darovalcev. Ta postopek je bil v nasprotju s takrat sprejeto doktrino zdravljenja, a se ji je glede na situacijo na oddelku zdelo nujno, da idejo preizkusi v praksi. Sprva jo je bilo strah odstranjevati odmrlo tkivo iz opeklin, saj ni imela občutka, koliko tkiva lahko odreže, da ne bo povzročila dodatne škode. A hitro se je izkazalo, da se kirurško oskrbljene rane bistveno hitreje celijo in so manj dovzetne za okužbo. Z nadaljnjimi raziskavami ji je uspelo razviti metodo ravno pravšnje odstranitve odmrlega tkiva in presaditve zdrave kože, da so imeli hudo opečeni bolniki bistveno boljše možnosti za preživetje in rehabilitacijo. Hitro je ugotovila tudi, da kolegov po svetu ne bo mogla prepričati v uspešnost nove metode zdravljenja, če ne bo imela vseh svojih posegov skrbno dokumentiranih. Prepričati strokovno javnost, da imaš prav ti, ki prihajaš iz majhne, neznane bolnišnice in ne najboljši kirurgi iz najslavnejših bolnišnic sveta, ni bila lahka naloga. Zbrati je morala zelo dobre argumente in jih uspešno zagovarjati. Novico o njenih uspehih pri zdravljenju hudih opeklin so v svet sprva prenesli kolegi plastični kirurgi iz Ljubljane. Že leta 1962 jo je v Mariboru obiskal opeklinski kirurg iz ZDA, nato pa še glavni tajnik Svetovnega opeklinskega združenja. A kirurgi po svetu so bili glede domnevno revolucionarnega pristopa neke neznane zdravnice, ki deluje sama v majhnem mestu za železno zaveso, zelo skeptični. Preboj v mednarodni prostor se je zgodil maja leta 1968,
ko so v Sloveniji organizirali mednarodni kongres Združenja za plastično kirurgijo. Zora je imela odmevno predavanje, na katerem je predstavila s fotografijami skrbno dokumentirano zdravljenje 1330 bolnikov z opeklinami različnih razsežnosti. Prikazala je tudi film s posnetki svojih operacij. Njena teza je bila, da so okužbe praviloma posledica neprimernega zdravljenja opeklin in ne kontaminacije rane iz okolice. V naslednjih letih so v Maribor prihajali kirurgi iz vsega sveta, Zora pa je gostovala na mnogih kirurških kongresih. Njene inovativne metode zdravljenja so rešile veliko življenj, saj je uspelo dramatično zmanjšati število infekcij, čas hospitalizacije in umrljivost. Proti koncu 20. stoletja je njena metoda postala standard pri zdravljenju globokih opeklin 3. stopnje. Do svojih sodelavcev je bila zelo zahtevna in mlajši zdravniki so ji zato začeli očitati, da je preveč stroga ter so se izogibali delu na njenem oddelku, verjetno deloma tudi zato, ker je zdravljenje hudo opečenih bolnikov izjemno stresno. Sčasoma so dosegli, da so ji v bolnišnici začeli odvzemati pooblastila. Ko se je leta 1984 vrnila s kongresa v tujini, je izvedela, da so v času njene odsotnosti v bolnišnici odprli nov oddelek za opekline. To je bila zanjo kaplja čez rob, zato se je upokojila. Naslednja leta je večino časa preživela v svoji hiški, ki si jo je s pomočjo sestre arhitektke postavila na Pohorju. Dočakala je zelo visoko starost, saj je umrla pri skoraj 100 letih 17. marca 2015. Pred smrtjo je sicer prejela nekaj nagrad, a želenega priznanja domače strokovne in laične javnosti ni dočakala. Danes se ime Zora Janžekovič lahko pojavi na seznamu 50 najvplivnejših zdravnikov vseh časov, ki ga pripravi ameriški zdravnik, pri nas pa za izjemno pomembno kirurginjo in znanstvenico še vedno ne ve skorajda nihče. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.